Zdravo! Kaj imajo rutinski postopki v Creo skupnega z 28.000 podjetij po vsem svetu? To, da jih opravljajo s pomočjo dodatkov BUV. Priznati je potrebno, da nam Creo omogoča res bogat nabor funkcionalnosti, vseeno pa še vedno obstajajo pravila, ki jih je potrebno upraviti ročno. No, v bistvu jih ni potrebno. Konstruiranje brizgalnih orodij, profilnih konstrukcij, elektrod, postavljanje vijačnih zvez, izdelava šrafur in še kaj. Matevž, pokaži nam, kaj vse lahko avtomatiziramo z dodatki BUV. Lepo pozdravljeni, kot je Robi že napovedal, si bomo v današnjem namigu meseca pogledali nekatere izmed BUV aplikacij. BUV aplikacije optimizirajo, standardizirajo in pa pohitrijo delo v Creo. Torej, komu je današnji namig namenjen? Namenjen je vsem, ki se pri svojem delu srečate z naslednjimi področji. Torej, kot lahko vidite, te dodatne aplikacije popišejo res številna področja. Mi se bomo v današnjem namigu omejili le na tole prvo polovico in sicer si bomo pogledali področje orodjarstva in sicer orodji EMX in PDX, torej orodje za izdelavo jarmov in pa orodje za izdelavo progresivnih orodij. Potem dodatek Smart Hole Chart, s katerim lahko bolj napredno upravljamo z tabelami lukenj. Aplikacijo Smart Electrode, ki nam pomaga pri izdelavi elektrod za potopno elektroerozijo. Potem si bomo pogledali aplikacijo AFX. Aplikacija AFX je namenjena izdelavi profilnih konstrukcij, tako jeklenih kot aluminijastih. Potem IFX, Intelligent Fastener Extension, ki je namenjen izdelavi vijakov, postavitvi vijakov in pa vijačnih zvez. Ter SmartX Hedge. Zdaj vsi, ki delate z velikimi sestavi in pa urejate šrafure na velikih sestavih, veste, da to zna biti zamudno opravilo, ki pa jo lahko močno pohitri in pa olajša orodje SmartX Hedge. In za konec si bomo pogledali še orodje Smart Color. Kot veste, številna podjetja že pri svojem delu uveljavljajo popis tehnologije z barvami in Smart Color je tisto orodje, s katerim si lahko pri tem močno pomagate. Pa si poglejmo sedaj delovanje teh aplikacij v Creo. Za začetek si bomo pogledali orodje EMX. Kot smo že prej omenili, je orodje EMX namenjeno izdelavi jarmov v orodjarstvu in sicer prednost EMX-a je, da je brezhibno vključen v ukazni trak Creo, tako da vse te ukaze v orodju lahko direktno izbiramo iz vmesnika. Omogoča nam napredne možnosti za nadzor vidnosti, tako si lahko hitro prikažemo premično stran, fiksno stran in si izboljšamo pregled samih komponent v našem sestavu. Lahko kakšne komponente tudi na hitro skrijemo ali prikažemo, naprimer vse izmetače odstranimo z našega sestava in še na tak način izboljšamo pregled. Preko 2D vmesnika lahko enostavno nadziramo celoten sestav in sicer si lahko poljubno modificiramo različne komponente, kot so puše, vodila, vijaki in tako naprej. Seveda lahko izbiramo med različnimi proizvajalci, pri vseh komponentah, komponente so standardne, preverjene, enako velja potem tudi za plošče, imamo neke standardne velikosti in lahko nastavimo debelino in tako naprej. Vse te komponente so popisane tudi v vmesniku, lahko pa potem dodajamo tudi seveda številne druge komponente. EMX nudi tudi kosovnico, napredno kosovnico, ki jo lahko urejamo v Excelu, kopiramo, lepimo, prestavljamo komponente in seveda na tak način lažje upravljamo z našim sestavom. Prednost pa je seveda tudi knjižnica komponent, tako nam EMX nudi hladilne komponente, hidravlične, pnevmatske, knjižnico izmetačev, vijakov, zatičev, zaklepov, drsnikov in vsega ostalega. Lahko si seveda dodamo tudi in izdelamo svoje knjižnice. Kot sem že prej omenil, vse te komponente so nam na voljo od različnih proizvajalcev, tako da imamo že standardne komponente, ki pa jih lahko seveda popišemo tudi z svojimi parametri, naprimer naročniškimi številkami ali drugimi podatki, ki bi jih želeli. Tako da res obsežna knjižnica, ki vam bo seveda močno pomagala pri izdelavi vaših jarmov in pa seveda tudi izdelavo samo pohitrila.
Zdaj, kot sem že prej omenil, je del EMX-a tudi Smart Hole Chart. Smart Hole Chart je aplikacija namenjena tabeli lukenj, pa si dajmo pogledati eno od teh risb, ki jih imam tukaj pripravljeno, na kateri bom uporabil aplikacijo Smart Hole Chart. Smart Hole Chart je prav tako v vmesniku, torej vsa ta BUF orodja so integrirana v vmesnik in pa enostavna za uporabo. Smart Hole Chart izberemo koordinatni sistem, katerega želimo, da se tabela lukenj sklicuje, in potem sami izberemo, v kateri smeri želimo prikazati luknje. Jaz bom samo v pluze in pa minuze, lahko bi tudi seveda v X in pa Y, in tako nam aplikacija hitro najde naše izvrtine in vse ustrezne podatke v naših izvrtinah izpolni, popiše. Tabelo sedaj samo postavimo na našo risbo in boste videli, izvrtine so označene, imamo tako pozicije X, Y, ne vem, dolžino pogreznitve, skupno dolžino izvrtine in tako naprej. Torej, res vidite, enostavna aplikacija za uporabo. Zdaj, omenili smo tudi orodje Smart X-Hatch. Smart X-Hatch je orodje, ki je namenjeno enostavnejšemu šrafiranju. Kot lahko vidite, tukaj imam nek prerez mojega orodja. Bom si samo eno od teh layerjev skril, in sicer tegale, da me ne bo motil. In sicer tole orodje pa bomo našli pod Tools. Smart X-Hatch definiramo pogled, ki ga želimo urejati, in sedaj preko tega vmesnika zelo enostavno nadziramo šrafure na našem sestavu. Lahko definiramo pravila in bomo šrafure pač se bodo spremenile glede na popisana pravila. Lahko sami rečemo, ok, definiraj nam 45, 135, in že vidimo, gledajte, vse so ali 45 ali pod kotom 135. Lahko pa seveda kasneje tudi sami potem nadzirate, kako bo tale šrafura izgledala, izberete komponento, ki jo želite, in jo spremenite kot, ga seveda poljubno vnesete, definirate tip šrafure, ali bo to centerline ali polna šrafura in tako naprej, in na hiter način preko enostavnega vmesnika uredite šrafure na vašem modelu. Torej, pogledali smo si na hitro EMX, Smart Hole Chart in pa Smart X-Hatch. Vidite, šrafure so tudi bile tukaj že popravljene. Naslednja aplikacija, ki si jo bomo pogledali, pa je aplikacija Smart Electrode, in bomo na hitro za eno izmed teh komponent izdelali elektrode. In sicer si bom jaz pogledal fiksno stran in bom uporabil eno od teh dveh gravur, kot ji vidimo tukaj. In sicer bom za to gravuro izdelal elektrodo, ki bo erodirala tole rdečo področje. In sicer spet elektrode brezhibno vključene v program Creo. Pritisnem OK in bomo zdaj na hitro, boste videli celoten postopek, kako se izdela elektroda z uporabo aplikacije Smart Electrode. Zdaj, za uporabo imamo potem različna orodja, s katerimi lahko na primer različne izmetače, luknje prepoznamo, ostre vogale in tako naprej. Tole bomo sedaj preskočili in bomo za začetek kar izbrali nulo, torej 0, in sedaj lahko že jaz pričnem z izdelavo elektrod. Za elektrode bom uporabil te rdeče površine, ki smo jih prej omenili, in dajmo kar hitro tole izrežimo. Bom tole pripel na free face, torej na neko ravnino, in že lahko izberem base. Lahko bi tudi tole še seveda poljubni prilagodili, odebelili, naprimer dali še tukaj nek surface thicken, tole premaknili navzgor, povečali, kakorkoli, in sedaj postavili bazo za našo elektrodo. Vidite, vse to preko nekih enostavnih vmesnikov, dobimo že pozicijo X, Y, Z, neko standardno, iz standardne knjižnice nam vzame base, lahko nastavimo tudi različne nastavitve, katera stroj oziroma mašina bo erodirala tole elektrodo, kakšna bo podmera, koliko teh elektrod bomo izdelali, ali bomo dodali držalo ali ne. In kot lahko vidite, sedaj elektroda že
na zelo hiter način izdelana. Potem imamo tudi možnost nadzor vidnosti, podobno kot pri EMX-u, lahko si pogledamo elektrodo v žičnatem stanju, lahko si pogledamo gravuro v žičnatem stanju in tako naprej, odmično ravnino, ali bo dovolj prostora, ali bo kje udarila. Potem imamo orodje za kontrolo elektrod, ali je vse v redu ali ni. Prednost elektrod je seveda to, da imamo potem možnost avtomatične izdelave tehnične dokumentacije. Bomo izdelali risbe, ampak treba vmes za trenutek počakati, da se vse te risbe generirajo. In sedaj, če bi mi pogledali tukaj spet pod drawing, bomo si pogledali torej našo risbo, ki je bila pravkar izdelana. In gledajte, imamo že na primer X, Y, Z, C rotacijo, torej pokotirane elektrode, pozicijo in pa našo risbo končano. Seveda risbo si lahko prilagodite po svojih željah in izpišete podatke, ki bi jih želeli. Torej risbe se avtomatično kreirajo, velika prednost pa tudi, da lahko potem elektrode direktno izvozimo na kakšne stroje, naprimer AGI, Ingersoll, Exeron in tako naprej. Bi rekli, bom tole izvozil na Ingersoll, pošljete na napravo in ne rabite ročnega prepisovanja koordinat XY se kje zatipkati in s tem lahko odpravite precej napak. Output je možen tudi potem na druge naprave, kot jih lahko vidite tukaj, tako da pač odvisno od tega, kaj uporabljate, lahko tudi smart elektrode uporabite. Za konec tegale Creo prikaza pa bi si pogledali še orodje Smart Color. Smart Color smo že prej omenili, je orodje, s katerim lahko tehnologijo na našem modelu popišemo z barvami. Deluje na principu vnaprej pripravljenih pravil in sicer dajmo si pogledati, jaz bom tukaj kar pravila na tale naš model nanesel, popisal naš model z barvami, kreiral legendo in boste videli, na zelo hiter in pa enostaven način bomo ustvarili neko legendo in pa barve na modelu. Torej lahko preverimo, gledajte, tolerance, tudi ko se postavimo, se ustrezne površine obarvajo. Naprimer, če si pogledamo po lastnosti, kje so hladilni kanali, kje so vodila, drsniki, equipment, dodatna oprema in tako naprej. Vse to lahko potem izvozimo tudi v CreoView in pa pogledamo na pregledovalniku, torej View. To lahko seveda uporabimo tako na posameznih modelih, kot tudi na sestavih. Zdaj na sestavi enako bi uporabili Smart Color in potem nanesli te barve. Zdaj bom jaz seveda na sestavo, preden popiše, je tale postopek malo daljši, tako da upam, da ne bo v tem namigu predolgi. Dajmo mogoče samo tega za Smart Color Properties. Torej sedaj gre čez vse komponente, ki so trenutno prikazane in jih obarva glede na njihov namen. Izdelajmo še simbole, ki bodo sovpadali in gledajte, je že tole vse pripravljeno. Torej imam obarvan model, tabelo, ki je asociativna seveda z barvami na našem modelu, ne? In tako lahko na hitro definirate ali tehnologijo ali uporabo določenih površin oziroma gradnikov na vašem modelu. Tako da to so bile nekako hiter prikaz v Creo. Zdaj tisti, ki ste bili pozorni v začetku, ste verjetno ugotovili, da 3 aplikacij tukaj nisem sedaj v prikazu zajel, in sicer si bomo sedaj te 3 aplikacije pogledali še v PowerPointu. In sicer, pa dajmo si tole mi pogledati, torej pogledali si bomo aplikacijo Progressive Die Extension. Torej PDX smo rekli, je aplikacija za izdelavo progresivnih orodij, ne, in je enako integrirana kot ostale v Creo. Enako začnemo iz nekega osnovnega kosa, izdelamo razvito stanje, torej ga sploščimo, in pa potem glavna prednost PDX-a je tale Strip Wizard, torej nek 2D čarovnik, v katerem mi lahko definiramo naš trak, postaje, definiramo zvitja, rezilne nože in tako naprej. Ta 2D strip seveda avtomatično se potem tudi izdela v
Creo in vse to opremimo potem dodatno z komponentami, kot so vodila, puše, torej rezilne komponente, plošče in na koncu dobimo neko progresivno orodje. Zdaj, rekli smo še aplikaciji AFX in pa IFX. Sta aplikaciji, torej kot sem že prej povedal, za izdelavo profilnih konstrukcij in pa za postavitev vijačnih zvez. Tukaj je nekako na hitro samo prikaz. Zdaj, vse, ki pa bi vas več o sami aplikaciji zanimalo, pa bi vas tukaj, da še ne podaljšamo tega namiga meseca, usmeril na našo predstavitev. Obe aplikaciji smo zajeli v Audax webinarju. Tukaj imate tudi povezavo oziroma na naši spletni strani pod novice in vsebine boste našli webinar, mislim, da okrog 40 minut, kjer je res podrobno razložena uporaba teh dveh orodij. Torej, BUF orodja smo na hitro pregledali, preleteli. Kot ste lahko videli, res pokrivajo številna področja, tako da če boste še imeli kakšno dodatno vprašanje, nas lahko kontaktirate, spodaj imate kontaktne informacije, ali če bi želeli kakšno testno licenco, nas kontaktirajte, se bomo dogovorili in vam omogočili nek dostop za omejeno časovno obdobje. Jaz upam, da je bil namig meseca jasen in pa da ste dobili kakšne dodatne informacije, ki vam bodo koristili v prihodnje. Jaz se vam za vašo pozornost lepo zahvaljujem in se vidimo na naslednjem namigu meseca. Hvala.